Ali lahko nekdo, ki je zbolel za multiplo sklerozo, se tudi osebnostno spremeni? Imate kakšne izkušnje s tem? Ja, najprej povedala, da to so že raziskave pokazale, ne? Da je osebnostno spremenjena ena izmed možnih posledic bolezenskega procesa pri multipli sklerozi. Te raziskave so se pojavile v zadnjih 10 letih in so pokazale, da ljudje z multiplo sklerozo postanejo zdaj v določenih primerih, ne vedno, ne, nekako manj družabni, manj usmerjeni na ven in pa mogoče malo manj natančni, vestni v tem smislu, ne, neke take manjše spremembe v osebnosti, da nastanejo, ne. Zdaj, takih sprememb, ki pa jih nam ljudje navedejo, ne, ali pa še bolj svojci, ne, je pa seveda v takem našem vsakdanjem opažanju pri delu z bolniki pa še več, ne. Velikokrat je tako, da bolniki sami ne opazijo tega, ampak to bolj svojci navajajo. In to je bilo tudi pokazano z raziskavami, ne, da tukaj niso vedno bolniki toliko kritični ali pa toliko ne opazijo toliko teh težav, kakor povejo svojci. In pri zelo napredovanih oblikah bolezni svojci velikokrat navajajo, to bi mogoče povedala, da je to enako tudi pri veliko drugih nevroloških boleznih, da so postali bolniki nekako bolj sebični, ne. Da bolj mislijo nase, da se manj ozirajo na druge ali pa mogoče manj časa jim posvečajo, manj opažajo njihove potrebe in tako naprej, ne. To je nekaj, kar se svojci večkrat potožijo, da je prišlo v tem smislu do neke večje osredotočenosti nase, pa manj na njih, ne. Zdaj, v kolikšni meri je to neka, kako bi temu rekla, ugodna ali pa primerna ponovna postavitev vrednot osebe, ne, ko reče, jaz sem na prvem mestu, ne, najprej moram nase poskrbeti, ne. Mislim, da tukaj ne gre za to, ne. Mislim, da gre bolj za to, da to je v vsakem primeru dobro, ne, ampak kadar pa pride do tega, da pri človeku z napredovanjem bolezni pride tudi do kognitivnih motenj, ne, pride do vsesplošnega nekega takega umskega upada lahko, ne, kadar so možgani zelo poškodovani, ne, pa enostavno zmanjka energije, da bi se človek ukvarjal tudi z okoljem in tako naprej. In je to nekaka logična posledica ali pa nek tak prilagoditven odziv organizma, da zadrži energijo, da se sam vse posveti in tako naprej, ne. Je pa seveda to ni nekako ugodno ne za svojca, ne za samega bolnika, ki je pač mu ostalo samo toliko malo energije na voljo, ne. Tako da to področje, se pravi, teh osebnostnih sprememb je sigurno nekaj, s čimer se poskušamo še več ukvarjati, biti na to čim bolj pozorni, več o tem spraševati, ne. Zdaj, druga stvar, ki bi jo tukaj še omenila, ki jo tudi svojci navajajo večinoma, je, da postanejo ljudje bolj razdražljivi, ne, da se slabše kontrolirajo, da se odzovejo v situacijah neprimerno, ne, da se ne zadržijo in tako naprej, kar je spet lahko dosti neugodno, ne. To je pa povezano predvsem z delovanjem tega sprednjega režnja možganov, ki nadzira našo osebnost in ki omogoča to, da se zadržimo, da odlagamo svoje potrebe, ne, da načrtujemo in tako naprej. In te funkcije tega sprednjega dela možganov so zaradi plakov lahko okrnjene, ne.